Lepo pozdravljeni, drage gospe in gospodje, draga naša Miljanka Dragarjeva in kolega dr. Damjan Hančič. Torej, zelo veseli smo, da se sezona 2018 odpira z eno pretresljivo knjigo z naslovom Dediščina molka in pogovorom z avtorico, gospod Dragarjevo. Kot nam je znano, je zelo plodovita pisateljica, pesnica, publicistka, izdala že, mislim, da 28 publikacij, seveda, za kar ji grejo vse čestitke za vas trud in za, bom rekla, kopanje po vseh jamah človeške duše in pa po tistih konkretnih jamah, posejanih po naši domovini, ki so vzele toliko življenj. Zdaj, če bi tako v malo pravniškem jeziku rekli, da se Miljanka ukvarja z sistematičnimi in sistemskimi kršitvami, hudimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In o njih nam bo kaj več povedala. Jaz bi samo rada rekla, da smo počaščeni na Študijskem centru za narodno spravo, da jo lahko pozdravljamo med nami, ne samo v današnji priložnosti. Gospa Dragarjeva je tudi sicer redna gostja naših dogodkov, raznoraznih, je prava prijateljica Študijskega centra in seveda želimo ji, da bi se še mnogokrat srečali. Pa še to naj rečem ob koncu, da vsi tisti, ki kričijo, da je treba pozabiti preteklost, da se gremo neko potvarjanje zgodovine, seveda v malo modernem jeziku bi rekla, da so to fake news pa fake history. Lahko rečem, da tako sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, kot tudi gospa Dragarjeva iščemo resnico in iščimo resnico še naprej. Hvala lepa. Hvala za uvodni nagovor. Zdaj bi najprej nekaj besed povedal o naši avtorici knjige, današnji gosti, ki bo predstavila svojo knjigo Dediščina molka. To je gospa Miljanka Dragar. Gospa Miljanka Dragar je pesnica in avtorica več pesniških zbirk iz duhovno-verske tematike, ki so išle v slovenščini, srbščini in hrvaščini. Po drugi strani pa predstavlja njeno opus tudi več knjig o popretekli zgodovini, zlasti je osvetlila nekatere osebnosti iz te zgodovine, naprimer mučenca Lojzeta Grozdeta, ter duhovnika in teologa dr. Antona Strleta. Ta knjiga, ki jo danes predstavljamo, je pa raziskovalno delo o izvedenih množičnih pobojih Slovencev in Hrvatov v Crnem grobu in hrvaških otrok v Matjaževi jami pri vasi Pevno pri Škofji Loki leta 1945. Sicer je po poklicu oziroma po izobrazbi je gospa diplomirala na oddelku za slovenski in hrvaški jezik s književnostjo ter oddelku za sociologijo Filozofske fakultete in kljub temu, da ni zgodovinarka, se gospa Dragarjeva uvršča v krog tistih slovenskih piscev, ki sicer poklicno niso zgodovinarji, vendar se njihova dela povsem enakovredno kosajo z deli mnogih slovenskih zgodovinarjev ali jih pa še celo prekašajo. Za uvod bi mogoče, za uvod k predstavitvi knjige, bi podal nekaj misli, ki jih je kot recenzorka zapisala naša sodelavka dr. Tamara Grisar Pečar. In sicer je zapisala: komunistična Jugoslavija je že na samem začetku po prevzemu oblasti povzročila množične umore. Samo v Sloveniji je bilo umorjenih več kot 100.000 ljudi drugih narodnosti, naprimer Srbov, Hrvatov, Nemcev, Italijanov, Ukrajincov, Romov, Mađarov.
in od maja 1945 do konca januarja 1946 je bilo samo slovenskih žrtev povojnega obračuna skoraj 15.000. Vse te žrtve ležijo v dosedaj evidentiranih okoli 620 prikritih grobiščih po celi Sloveniji. V kraških jamah, zapuščenih rudniških jarkih, protitankovskih jarkih in izkopanih jamah. Predložena študija gospe Milanke Dragar se osredotoča na dogajanje v Sloveniji, na različna taborišča in morišča, predvsem pa na škofjeloško območje, kamor je bilo pripeljanih veliko Hrvatov iz Koroške in tistih, ki so jih zajeli na poti tja. Potem piše o tem, kaj se je dogajalo na Škofjeloškem gradu, potem v nekdanjem Šulinskem samostanju, kjer je bilo po vojni koncentracijsko taborišče ter na različnih drugih moriščih. Po topografiji zgodovinarja dr. Mitje Ferenca je bilo na tem območju 28 prikritih grobišč. Tam je na primer tudi Bodoveljska grapa in kar 5 grobišč pri Crnem grobu, v katerih so končali umorjeni visoki predstavniki medvojne hrvaške vlade in vojske ter njihovi družinski člani, po vsej verjetnosti tudi nekateri slovenski domobranci. Pobili so jih predvsem med 20. in 25. majem 1945. Posebno pretresljivo je pa bilo ravnanje komunistov z otroki svojih političnih nasprotnikov. V gozdu pri vasi Pevno se nahaja Matjaževa jama, kjer naj bi pobili otroke in mladoletnike, ki so bili najprej zaprti na Kamnitniku. Po pričevanjih je iz Matjaževe jame tekla kri v vas Moškrin in zastrupljala pitno vodo, podobno kot se je to zgodilo s potokom Drgomaš, ki so ga zastrupila trupla iz Brezarjevega brezna nad Podutikom v Ljubljani. To je bil citat iz recenzije dr. Tamare Biser-Pečar. Toliko bi zdaj končal z malo daljšim uvodom. Besedo bi pa sedaj predal kar naši gosti, avtorici knjige, gospe Milanki Dragar, pa jo bi najprej vprašal, kaj je bil povod za nastanek te knjige. Lepa hvala. Posebej vam, gospod dr. Frančiš, ki ste dober poznavalec vseh teh pobojev na Gorenjskem, ki ste raziskovali in prikazali v knjigah. Dragi prijatelji resnice, res sem vam hvaležna, da ste danes tukaj, da smo skupaj, da se poklonimo in rečemo hvala vsem žrtvam, ne samo žrtvam na telesu, ampak tudi na razumu. Posebna hvaležnost in prijateljski pozdrav gospe, zelo dragi doktorici Valič Zver Andrej in vsem sodelavcem. In tudi izrekam iskreno spoštovanje in hvaležnost gospe doktorici Tamari Krisar, ki me je vodila in tudi spodbujala k pisanju te knjige, ki naj bo spomin in opomin. V knjigi je tudi zapisano stališče gospoda spoštovanega kardinala Vinka Poliča, ki je preživel tudi to vojno in ostal pokončen, katolik, pokončen Hrvat, človek, ki s polnim razumevanjem pristopa vsakemu in ki ve, kaj pomeni biti lačen, kaj pomeni biti ustrahovan. V knjigi je tudi zapisano stališče dr. Milenka Dorića iz Rijeke, ki je bil 8 let predstavnik Hrvaške države v Evropski skupščini. Zato vsem lepa hvala. Posebej sem pa hvaležna vsem pričevalcem, ki so zbrali toliko poguma in povedali resnico, ki naj bo zapisana, posebej zaradi zato, da se nikoli kaj takega ne dogodi. Knjiga je nastala na podlagi teh pričevanj in mnogoterih zapisov, kot tudi arhivskih dokumentov. Prikaz je celotne zgodovine Slovencev in tudi nastajanja posameznih držav na Balkanu. Posebej pa poudarek je na trpljenju Hrvatov in Slovencev, ki so morali zbežati, zapustiti svojo domovino in iti neznano kam. Ganljive so spomini in zapisi tedanjega angleškega poveljnika,
ki je v pismih svoji materi zapisal, da tako discipliniranih ljudi, ko so Slovenci v Vetrinju, in tako pobožnih in tako spoštljivih ljudi ni videl. Pa se sprašujem, kje je ta enotnost, ta pobožnost, to sočutje danes v tej prečudoviti Sloveniji, ki je res Bog podaril na tako majhnem prostoru toliko naravnih lepot. Posebej je tukaj kot močan dokaz pričevanje srbskega poročnika, ki je spremljal teh 16 transportov Srbov in Hrvatov iz Vetrinja v Slovenijo. Pri prvem transportu, ko so šli čez mejo oziroma skozi predor, so se ustavili in so 54 ljudi izvlekli iz vagonov, seveda vagoni so bili odzunaj zaprti in so jih v bližnjem gozdu pobili. Ko je pa drugič šel kot spremljevalec teh transportov, ni mogel več tega gledati, zato je v dogovoru z angleškim poveljnikom uspel zbežati v Italijo in je od tam iz Rima napisal poročilo z vsemi podatki, z številom pobitih, in je to gospodu Kreku dal, na kar je šlo to v London, in v knjigi je zapisana tudi številka tega dokumenta, ki ga lahko raziskovalci pač v originalu dobijo. Posebej je njegovo trpljenje bilo, ko je pri Hrušici v ta transport na vlaku so stopili fantje iz vojvodinske brigade, ki so imeli nalogo čim več pobiti ljudi. Posameznike so metali iz vagonov in to je bil verjetno eden od takšnih velikih opominov mladini. Kaj lahko zlo naredi? Naprej so pričevanja o teh ljudi, ki so prišli oziroma so jih pripeljali v Škofjo Loko, predtem na Tratu, Železnike, in pričevanja posameznih zapornikov v Škofjeloškem gradu. Tukaj sem podala razliko, tako rečejo, ampak ni razlike med obnašanjem in trpljenjem in obnašanjem teh ljudi, stražarjev, in trpljenje zapornikov, ki so bili v ruskih zaporih. To je tudi pričevanje gospoda Zavadlava, sedaj že pokojnika, sem imela čas, da sem 3-krat bila pri njem. In to se sprašujem, kako je možno, da so ljudje preživeli vso to trpljenje. Ampak s Božjo milostjo in materno ljubeznijo organizem preživi, če je Božja volja. Knjiga je posvečena Hrvatom in Slovencem, ker so eni in drugi pretrpeli vse te grozote, ki so bile na Trati, Škofjeloškem gradu, odkoder so jih potem peljali v Cangrob in so jih v Mežnariji, ki je ob cerkvi, ki je eno lepih cerkva pri nas, pobili. Prvo so jim odzeli vse, kar so še imeli, kljub temu, da so ti pregledi, jemanje teh vrednot od ur, celo očalo, vse, kar so imeli pri sebi, so že na vlaku prevzeli. In pričevanje ljudi, predanih dečkov in deklic iz Cangroba, je res tako srhljivo, da normalen človek ne more dojeti, da je zmožen človek človeku storiti takšno zlo na telesu in duši. Tukaj imate pričevanje, ko sem bila pri gospe 2014. leta, takrat je bila stara 87 let. Stanuje njen brat še zdaj v hiši pod cerkve Cangroba. On je bil takrat 12 let star. In ko sta ta brat pa sestra pripovedovala, kaj sta morala narediti, bratec njen je moral teh 12 ožganih trupl
iz Mežmarije, ker ko so streljali, ko so ujetniki poskušali zbežati, vojaki so streljali in od teh strel se je vžgala slama in seno, ki sta bili v Mežmariji. Eden od teh je poskušal zbežati, je šel v selo Bitno, ves opečen, ampak so ga domačini sprejeli in potem izdali partizan, tako da je tudi on ubit. In ta 12-letni fant je moral v takšni samokolnici peljati 12 trupel in pokopati. Njegova sestra, Manca, je pa šla gledat te površinsko zakopane žene, ki so jim noge štrlele iz zemlje in je zemlja bila pokropana. Skrbijo, njihovo krvjo in dobro. V tem grobu so glavne žene bile pobite, tudi Slovenci so bili pobiti, domobranci in pričevanje tedanjega partizana, ki je celo 2014-15 dobil spet en orden za priznanje, je povedal, da so njegovega sošolca, prijatelja, partizana, tudi ubili in v tem grobu smo pravi še danes ne vem, kje je pokopan, kje je njegov grob. In ta partizan, komunist s tolikimi ordeni, izjavlja, da to, kar se je takrat dogajalo v Sloveniji, je najhujše zlo, kar je Slovencev naredil. In da bi takrat vlada morala izdati zakon in tudi vse to raziskati, ne pa obtožiti ljudi, ki niso ničesar slabega naredili. Tudi zelo bremenilno je pričevanje sina majorja Knoja, ki je izredno trpel. Ta strah je bil tako močan v tem majorju Knoja, da ni upal iti v bolnišnico, tudi ni zaupal denar v banki. Kamorkoli je šel, je v strahu živel, da ga bodo ubili. Zanimivo pa je, da en teden pred smrtjo ni povedal tudi ene besede, tudi svojim domačim, je pa sin čutil, da so zadnje ure očetu poklical župnika in po pravni zakramenti, ko je župnik pošil, je oče rekel: hvala ti, da si pripeljal župnika. In je potem umrl. Pri vseh teh trpljenjih, ki sem jih imela možnost raziskovati tudi, ker sem napisala tudi 3 knjige o pobojih zločina genocida v Srebrenici, se mi je porodila misel oziroma, lahko rečem, trpljenje ob trpljenju teh otrok likvidatorjev. Zato sem stališča in tudi sem v knjigi opisala na podlagi teh raziskav v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in tudi v Sloveniji, kakšno trpljenje in kakšna psihična obremenitev je tem otrokom. Tretji rod še trpi. In po izdaji te knjige so se mi oglasili nekateri otroci in tudi vnuki teh zločincev. In prosijo, da tudi oni povedo, kar se je dogajalo, in sem prepričana, da samo z resnico lahko pridemo do sprave. Ampak istočasno se pa nekateri oglašajo, rečejo, jaz tudi veliko vem o tem, samo ne upam povedati. Torej, zlo je še vedno prisotno. Zlo, to strah je tako korenjen, da pravzaprav strah je res globoka korenina zla. Ob teh dogodkih, ki jih opravičeno, nič ne proti zakonu, rečemo, da je izvršen genocid nad slovenskim hrvaškim narodom, ki ni priznal bezbožnega komunizma, ki se ni mogel strinjati z dejanji, ki so jih začeli in počeli partizani oziroma komunisti, ker ne rada rečem, da so to vsi partizani, ker poznam ljudi, ki so morali, ki so bili mobilizirani partizansko vojsko, niso se pa strinjali
z načelom, z ideologijo, z brezbožnostjo. In zato je potrebno povedati resnico, ker samo na resnici stoji spoštovanje in sprava. Ob tem nikakor ne moremo iti mimo mnogoterih mater, ki so izgubili svoje otroke in ki ne vedo, kje je ta otrok pokopan. Pravzaprav materem je ukraden grob njenih otrok. Ne pozabimo, vse solze, vseh mater sveta so solze, bolečina in hrepenenje po umorjenem otroku. Si imela primer enega fanta iz druge svetovne vojne, ki pravi: ljudje me sprašujejo, kako živim bez očeta. Moj odgovor je: kako pa naj vem, kako vi živite, ko imate očeta in mater. Vidite, ta psiha pri otrocih je tako boleča, da je nujno potrebno tudi ta psihiatri, klinični psihologi, potem pa pedagogi upoštevajo vse to trpljenje in končno raziskujejo in dokažejo resnico. Ker samo resnica je pot k veselemu in srečnemu življenju. Pri tem pa se vprašam, kako bo mati pristopila k komu, ker srečanje dveh je srečanje enega veselja, prijetnega občutka. Tukaj pa bo to težko. Mnogi pa govorijo: počakajmo, da bodo vsi pokojni, potem itak nihče ne bo mogel pripovedovati o teh zločinih. Ti zločini niso samo ubistva, ampak so ti zločini povzročili tudi marsikatero pravno praznino, ker ubit človek, za katerega ni mrliškega lista, njegovi otroci in soproga ne morajo dedovati. Torej ta pravna praznina je nastala. Vdove so bile marsikje šikanirane in njihovo preživetje je velikokrat bilo pod vprašanjem oziroma od dobre volje nadrejenih. Mogoče kakšna tudi pokleknila, da bi dokazala svojim otrokom, da je treba se boriti za življenje, ampak večina je ostala pokončnih žena in so uspele spraviti svoje otroke na pravo pot. Kot dokaz je pričevanje iz arhiva, ki je tukaj spoštovana gospa iz centra posredovala. Matere žene njenega moža so ubili, ne da bi bil kakšenkoli razlog za to. Je toliko časa hodila in zahtevala, naj povedo, napišejo in dokažejo krivdo njenega moža. Na kraju so 47. leta končno dali njej potrdilo, da ni bilo nobenega razloga za poboj. Ob tem pa je nekdo povedal, ki je truplo moža oziroma očeta. In vnes je do psiho te družine. Otroci so bili 13 let stari, 11 in 8 in smo šli na to mesto, ki naj bi bilo truplo njihovega očeta in so v nahrbtnikih pobrali te posmrtne ostanke očeta in zakopali pred hišo v letališču. Ob tem res nastane vprašanje, kakšni smo ljudje tukaj, sedaj, da tako res gremo mimo pokopališč oziroma teh jami, brezni, trat. In da bi se vprašali, kaj je z nami, našo vestjo, a vest ni podkupljiva. Z njo se ne more podpisati nobena pogodba, se oglasi kadarkoli in komorkoli. Zato o demokraciji govoriti, dokler ni ta resnica na dan, dokler rodovom ne pokažemo, kaj je bilo, kaj se je zgodilo v Sloveniji, na Hrvaškem sploh, tudi po svetu, vidite, kaj se dogaja. Mislim, da je res sramota od nas, da imamo tako nedorečeno zgodovino. Vsem tem pa je tudi ljudje, marsikdo,
sploh pa ti storilci teh dejanj, so izgubili stid, strahovanje svojih del. In človek izgubi stid, ki ne premišljuje o sebi, ki je izgubil svoj dostojanstvo in ponos, je izgubil veliko vrednoto. In če človek sebe ne spoštuje, čem se mi sliši, ne? Je zdaj boljše. Hvala. In če človek izgubi, če ne zna spoštovati sebe, varovati svoje dostojanstvo, svoj ponos, vrednote, kako bo v tem spoštoval druge ljudi. In zato namen te knjige je, da končno bo napisana dediščina resnice, ne pa molka. Zato res apeliram na vse, ki karkoli vedo o te resnice, da pišejo, objavljajo, da s tem zaščitimo mlade rodove, da ne zapadajo v eno tako zlo, ker zlo nikoli ne počiva, če mu to dovolimo, da pride in da naredi iz človeka nekaj, kar ni po Božji volji. Upam, da bomo uspeli vsi skupaj, posebej pa z pedagoškimi delavci, dokazati, da je Slovenija dežela, kot je Cankar zapisal, glede na to, da je Cankarjevo leto res dežela veselih ljudi. Ali kot akademik Trstenjak je rekel, Slovenci so pošteni ljudje, delovni, ustvarjani. Jaz bi res prosila, da dokažemo, da brez resnice ne bo sprave. Ker komu naj podajo te matere, te sestre roko, ko ni nobenega imena zločinca. Zločin je stvorjen, na sodišču do danes nihče ni bil poklican, še manj pa, da bi bila izrečena kakšna sodba storilcem. Dokazi pa so, da je to genocid. In genocid mora biti izrečen z imenom in priimkom storilcev. Glede na to, da je to zelo obširno gradivo, upam, da se bodo še ljudje oglasili, da pa so ti poboji vsi storjeni po končani vojni. Torej, govorimo velikokrat o vojnih pobojih. Redko kdaj zasledim o vojnih pobojih. In ti Hrvatje in Slovenci, ki so bili pripeljani iz Avstrije, so bili pobiti od 13., 15., 18. maja v Cemgrogu, torej to so bili povojni poboji. In celo v eni odločbi občine Škofja Loka je zapisano, da so poboji Matjaževi jami vojni poboji, kar ni res. Otroci so bili pobiti maja meseca 18. do 25. maja 45. Celo je pričevanje, da ko so jih pobijali te ljudi v gozdovih, okoli Cemgroga, ko je ta poboj bil eden od teh pobojev 25. maja, da je to bilo darilo Titu za rojstni dan. Poboji so okrog 200 žrtev nedaleč od cerkve, 150 metrov je prva grobnica na grobišče, potem v tisti zadnji okrog 400 do 500 pobitih. Tedanja Mežnarica in gospa, ki je stanovala v hiši nedaleč od cerkve, je z možem opazovala te transporte oziroma te povorke ljudi, ki so imeli zavezane roke z osmico, in prej smo jih našteli okrog 1000. Za otroke Matjaževi jami se predpostavlja, da jih je okrog 300, 250 do 300. Uradno trdijo ljudje, ki pač so v službi, da raziskujejo to, da nobenih pobojev otrok ni bil v Matjaževi jami. Potem je vprašanje, kje pa so ti otroci? Pravijo, za njih je to končano. V Matjaževi jami je izvršen izkop in nobenih otrok ni.
Za njih je, za otroke pa ni končano ničesar, dokaj se nekaj dokaže, kje so njihova telesa. Imamo pa pričo enega gospoda, ki mu je očividec oziroma likvidator v Ločnici, to je od Medvod v Hribogor, da so tam peljali otroke starejše, vsi so bili mladoletniki, ampak ti so bili okrog 12 let stari, da so 10 do 12 let, da so lahko sami hodili po hribu. In ko so izstopili iz kamiona, so jokali in so jih v tisti hrib peljali in tam so jih pobili. In to ne z strelom, ampak so jih prijeli za nogice in so jih pobijali z koli. Sploh po Matjaževi jami je pričevanje vseh teh pričevalcev, da ni bilo enega strela, ampak so jih pobili s tem, da so nogice prijeli pa glavco razbili v drevesu. In kako so ti zločini tudi pokličejo samega zločinca. Eden od teh zločincev, ki je za traktornim delom v Matjaževi jami, se je smrtno ponesrečil prav v tistem drevesu. Drugi se je obesal nedaleč na poti Matjaževo jamo. In srhljivo je spoznanje trpljenja teh otročk. Matere so jim odvedli, v tem grobi pobili. Očetje so bili pobiti že prej, ali pa so jih peljali nazaj v Zagreb in Postojne, ker so to bili ministri in je tam bilo stojeno tem ministrom v Zagrebu. Otroke so zaprli v barako na Kamnitniku. Ta baraka je prej bila skladišče alkohola za Nemce. V tisti vročini, maj mesec, so otroci bili lačni, neumiti, žejni. In pričevalka Manca pravi, moja prijateljica, to so si bili takrat otročki, je nesla vodo tem otročkom v barako, pa je stražar odklonil, da bi otrokom dali vodo. Ne znam si predstavljati domet med tiste zločince in domet te otročke, kako je bilo brez staršev, belapati, umazanili in da so pobiti. Nekateri celo niso do smrti bili ubiti, ko so jih metali v Matjaževo jamo. Metali so jih v jamo, na kateri je bila položena taka deska, da je bil kot tobogan in so po tej deski padali dol v jamo. Drugo pričevanje pa je o pobitih otrocih v Bahovčevem hribu, to je Omanov travnik. To je vedelač od sela Pevno, ki je popolnoma raven teren. In tudi sem se pogovarjal z dvema jamarjama, ki pravijo, da raziskave Matjaževi jami ali pa v Bahovčevem travniku ne bi bilo noben problem, ker to ni takšen zahteven teren, kot je Kočevje. Dočim pa Ločnica pa ni dostopna z avtom, se morali pešči in to pogledati. Začelo se je pa poizvedovanje uradno o teh pobojih v Cemerogu leta 1991, ko je občina Škofja Loka izdala odlok o raziskavi gorišč v okolici Škofje Loke. Ta komisija je precej naredila sploh v drugih grobiščih, ampak Matjaževa jama je ostala neraziskana in pa sem rekla, da je že končana samo. Jaz sem prepričana, da so ljudje, ki bodo zmogli to raziskavo nadaljevati in dokazati, ker kolikor so mi trdili strokovnjaki jamarji, da ta jama je tako specifična, da se ona razvijana je v številne kanale, da ni samo v tisti jami, ko je gor na sliki na tej knjigi, ampak da je sama konfiguracija zemljišča zdaj drugačna, da je vode in to, da je naplavno in potrdite temu pričevanju, je pričevanje enega gospoda, ki je pred tolikimi leti, ko je iz štenja vleko vodo, je vedro najdel na vse ženske. To pomeni, da pač narava dela svoje.
In zato jamarji pravijo, da bodo z samočjo in soglasjem in pomočjo sovaščanov to pač izkopali, samo žal, dokler to zakon ne podpre, dokler se Hrvaška tudi ne oglasi in soglaša s tem, moje nestrokovno mnenje, jaz nisem pravnik, ampak mislim, da bi to lahko prišlo do kakšnih neugodnih situacij in oporekanj. Zato je klic vsem, ki lahko kaj pomagajo, da resnica tudi tukaj pride, da otroci imajo tisti košček v zemlji, da matere vidijo svoje otročke, ki žal so samo koški. Da lahko prezjočijo na tisto zemljo, ki ga skrijela, da lahko prižijo svečo. Hrvati pa redno prihajajo maja meseca, da se poklonijo v Cengro. Mi smo šla večkrat in zelo me je ganilo, ko so iz Hrvaške prinesli šopke rož, ki so med potjo venele, ampak so jih položili tam, v tisto mesto, ko naj bi bili njihovi sorodniki. Zato pričakujem, da bo res enkrat dediščina miru, dediščina resnice. Lepa hvala za vašo potrpežljivost v upanju, da se bomo srečali ob dediščini resnici. Bog vas živi. Gospe Milanki Dragar se zahvaljujem za njene tenkočutne besede in za kratko predstavitev. Zdaj bi pa mogoče samo še vprašal na koncu, kje se knjiga lahko dobi, že tukaj obiskovalci oziroma današnji udeleženci si lahko kupijo v izhodu iz dvorane, drugače pa kje se knjigo da dobiti oziroma naročiti? Knjigo prodajo v knjižnici Škofja Loka, Gorenjski glas v Kranju, potem Salve in tudi Nova obzorja, to je pri Demokraciji.